Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci pred tekmo Slovenija-Ciper, z mano kapetan Jan Oblak in pa selektor Boštjan Cesar. Kot je v navadi, bomo kar prvo besedo dali kapetanu. Kapetan, pričakovanja pred jutrišnjo tekmo. Dve pripravljalne tekme, nažalost niso pripravljalne za svetovno prvenstvo, ampak se pripravljamo za september, za Ligo narodov. Normalno, da bomo tekmo želeli zmagati, da so tukaj eni novi principi, eni novi načine igra in da se uvajajo tudi določeni novi igralci. Ampak vedno se lepo zbrati, vedno je lepo biti tukaj in ekipa mislim, da se pripravlja odlično in da se bomo jutri prikazali v dobri luči in tekmo zmagali. Hvala lepa. Gremo kar na vaše vprašanje za Jana. Sekunda, le tam na zadnji mikrofon. Že Bašel RTV, marca vas ni bilo, torej ste zdaj nekako na novo, prišli sem nov selektor, novi igralci, pa to, kako drugače je bilo priti, morda ti prvi vtisi. Marca nisem mogel biti cel teden, sem bil kakšen dan, tako da sem že bil nekaj časa z njimi. Vtisi so dobri, mislim, vsi igralci so zadovoljni, kot sem rekel, en nov drugačen način dela. In mislim, da je to prav način, da je normalno, da čez noč ne gre nič, ampak da se dela dobro, da se razmišlja o nogometu 24 ur na dan in da se postavljajo neki novi principi in neki novi načine igre. Hvala. Jan Živa, zadnji dve poleti si imel zasedeni, praviš, da bi tudi tega rad imel zasedenega, ampak po drugi strani ti nihče ne bi zameril, če bi si tega pa vzel prosto. Kaj je sporočilo tega, da si tukaj zraven, kljub naporni sezoni, kljub vsemu temu, kar imaš, kljub temu, da dve prijateljski tekmi, pa res, če kdo potem bi ti lahko rekel, se vidimo septembra? Mislim, sporočilo je na koncu, da smo mi ekipa in da normalno, da rad igram za reprezentanco, da sem rad za fanti, da sem rad za strokovnim štabom in da kakrat pomagam Sloveniji. In ni nekaj posebenega, niti ni bilo nobene dileme, čeprav verjetno v prihodnosti so se določene stvari, kar se mene tiče, postavljale pod vprašanje, ampak mislim, da nikoli ni bila dilema moje igranje za reprezentance. Jaz sem velikrat igral verjetno tudi na pol poškodovan, mogoče riskiral določeno poškodbo, ampak to v tem ne razmišljaš, zato ker na koncu si tukaj, da pomagaš, da daš svoj maksimum in da pomagaš dokler lahko in dokler te reprezentanca potrebuje. In to je, mislim, da edini odgovor na to vprašanje. Z veseljem sem tukaj in z veseljem bom tukaj, dokler bo to možno. Kako se počutiš, da si prvič dvakrat starejši od svojega reprezentančnega soigralca? Ja, nekako tako, kot sem debitiral za Olimpijo, tako da, ko je bil moj cimer dvakrat starejši od mene. Zanimivo. Normalno, da ko sem debitiral, nisem pričakoval, da se bo to obrnilo, da bo prišlo, ne razmišljaš toliko naprej, da bo prišlo tudi do tega momenta, da boš ti najstarejši in da boš dvakrat starejši od nekoga. In zanimivo, nekaj novega, ampak na koncu, ko si v ekipi, ne gledaš na to, koliko je kdo star, koliko kdo igra, kje kdo igra, ampak smo ekipa, ali je to najmlajši, ali je to najstarejši, pomembno, kar se dogaja na igrišču in vsak da svoj maksimum, vsak da vse od sebe in to je najbolj važno. Leta se menja, normalno številka se menja, v mojem primeru, v vašem primeru, tudi v primeru trenutno najmlajšega bo mogoče enkrat na mojemu mestu čez 16-17 let, tako da, kako bi rekel, življenje je nasploh zanimivo, pač v svetu nogometa pa mogoče še bolj, kako bi se temu izrazil, ne stresno, ampak nepredvidljivo. Hvala. Še nekaj? Lahko še nekaj. Še kako vprašanje za Jana drugače? Kar nadaljuj, verjetno bo šel. Verjamem, da težko ali pa tudi ne želiš govoriti v tem trenutku o teh stvareh, ampak vseeno bom takole vprašal, a te čaka poletje drugačne od prejšnjih v smislu, da moraš mogoče bolj kot v prejšnjih letih premisliti, kako naprej, kam naprej, ali so te zadeve v tvoji glavi že razčiščene, se pravi, ali boš razmišljal o tem, ali ostati tam, kjer si že celo večnost, ali boš razmišljal mogoče celo o tem, ali celo zapustiti evropski nogomet, kakšno poletje te čaka?
Iskreno mislim, da ne bom prav razmišljal, zato ker stvari se zgodijo, kot se morajo zgoditi, kar je namenjeno, kar ti je nekje zapisano, tako bo, tako da mislim, da jaz velikega vpliva na vse to, trenutno tudi nimam. Jaz imam pogodbo s klubom, kjer sem že 12 let. To pogodbo sem spoštoval od začetka do konca. Jo bom spoštoval do konca, dokadar bo pač to lahko trajalo. S tem klubom bi rad osvojil določene stvari, ki jih še nisem osvojil, ampak na koncu ni vse v mojih rokah. Tukaj je tudi klub, kjer se ga stvari vprašajo in kjer v določenem momentu verjetno sprejemajo odločitve za prihodnost. Jaz vem, da pred mano je še nekaj let, sigurno, počutim se odlično, upam normalno, da bom ostal zdrav, ampak počutim se odlično in verjamem, da je pred mano lahko še nekaj let na vrhunskem nivoju. Te strelski rekord dosegla danes zjutraj. Gledaš zdaj bolj WNBA kot NBA? Normalno, da spremljam, ampak nažalost je igrala v taki uri, da nisem spremljal, sem pa zjutraj pogledal in res sem ponosen na njo. Da je uspelo vse, kar je uspelo v karieri in zdaj še ta stvar za NBA, Women NBA, in kjer res uspešno igra, se je vrnila po poškodbi, po dokaj težki poškodbi in nekako še tam pokazala, kdo je Teja, kaj je Teja in tako da. Preponosen sem na njo, verjamem, da bo odigrala odlično sezono in še v Ameriki pokazala in predstavljala Slovenijo, pa tudi na koncu priimek Oblak. Najlepša hvala, Jan. Hvala lepa. Naslednje vprašanje. A lahko še malce v sezoni, v Atletiku Madridu, kako si za reprezentancem? Mogoče, no, sam. Ali pa mogoče tista tekma z Žirono, ki je pokazala, da si seveda še vedno velemojster, pa to te kaj pomenili, kaj več morda ta tekma, glede na to, da so vsi pisali v tistih obrambah? Iskreno ne, zato ker vi ste novinari, veste, da se piše marsikaj, da se govori marsikaj in da mogoče v določenih momentih se odpirajo teme, kjer so najbolj zanimive in v katerih se najbolj bere. Tako da to je nekako sestavni del tega. Jaz iskreno se od tega odmikam. Dostikrat niti ne vem, kaj se dogaja, zato ker nimaš vpliva na vse to in vse te stvari okoli. Mislim, v našem primeru pomembno igrišče in če nisi 100% skoncentriran na igrišče, tvoje predstave ne bojo na nivoju, na katerem si lahko, in vse ostalo, kar se dogaja okoli, je sestavni del nogometa in, kako bi temu rekel, folklora, no. Dobro, 2 tekmi, Ciper in Hrvaška, pa morda v Hrvaški veliko več govorimo kot v Cipru. Vam kaj osebno, kaj več pomeni igrati proti Hrvaški? Veliko se bo govorilo o tej tekmi, predvsem na Hrvaškem, ker grejo potem na svetovno prvenstvo. Tudi to je mogoče ena čudna stvar, ampak mislim, da bi vsak mogel razmišljati na način tak, če je profesionalec, če je profesionalen nogometaš, in sem vedno govoril brez, kako bi rekel, ne da ne spoštujem manjših reprezentanc, ampak meni je dostikrat odigrati isto ali proti San Marinu, ali proti Malti, ali proti Cipru, ali proti Hrvaški, ali proti Real Madridu, ali proti Parizu, kakorkoli, zato ker igram zato, ker rad igram, hočem igrati in kakor sem rekel, dokler bom zdrav, bom šel vsako tekmo na 100% in tukaj ni. V nogometu se ne izbira, proti komu boš igral, proti vsakmu hoče zmagati, proti vsakmu se iščejo 3 točke, tako da zdaj pa nima veze, to Cipar, je to Hrvaška, bo to Švica, Škotska, kdorkoli. Hvala lepa. Če je to, potem Jan, hvala. Hvala. Zdaj pa nadaljujemo z Boštjanom Cesarjem. Boštjan, pričakovanja, želje pred jutrišnjo tekmo? Zelo pomemben termin za nas, ker vemo, da po tem terminu začnemo že s kvalifikacijami za Ligo narodov, tako da, kakor je rekel že Jan, neke nove principi, tako da zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute jutri, ker zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času, ko igramo doma, da bomo
da bomo bili od prve minute že agresivni, narekovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači. Hvala lepa, gremo na vaše vprašanje. Selektor, lep pozdrav. Kako se pa vi spomnite tega, da ste bili pol mlajši od nekoga v ekipi, pa pol dvakrat starejši, pa zdaj ste starejši od vseh, pa zdaj imamo eni selektorja, ki je prvič mlajši od nas, pa tako naprej. Življenje teče, kot je rekel Jan. Ja, res je. Dobro se spomnim. Že sem debitiral 2003 z zlato generacijo, pa so bili tukaj od Zlatkata pa naprej. Normalno, nekaj drugače, ker ko te selektor pokliče in ko igraš s takšnimi šampioni, kot so bili prej, ti ostane v spominu. Seveda, normalno je pa na tebi, da se hitro priklopiš, da se hitro vklopiš in da sprejmeš te izzive. Normalno je pa tebe odvisen, kako odigraš, kako napreduješ. Ko si pa starejši, imaš pa drugo vlogo, več moraš pomagati tem mlajšim igralcem, ki pridejo in sprejemati odgovornost. Koliko je novinc Tijan Naj v tem pogledu blizu tem fantom, ki so starejši od njega v smislu neke odgovornosti, zrelosti? Včeraj smo ga videli v izjavah za televizijskega kolega, da tudi nekako ni tipičen 16-letnik v razmišljanju, v obnašanju. Kaj se tiče fanta na igrišču, je velik talent in dobre predstave je pokazal v tem letu, na zadnje igral tudi finale z Real Madridom v Ligi prvakov, tako da kaj se tiče fanta, isto preprost, mislim, da so ga fanti dobro sprejeli, da se je dobro vklopil, je pa na koncu merilo igrišče in tukaj bo moral še normalno veliko delati, veliko napredovati in tudi dolgo kariera ga čaka. Si drznete napovedati, da mu boste ponudili debi v tem nekako zboru, tem junijskem terminu, ali je to nekaj, kar boste zase zadržali, pa kar bo nekako posledica tudi sprotnega dogajanja? Pa normalno sprotnega dogajanja, če bo le možno, seveda, jaz nimam nobenega problema, že prejšnjo zbor sem dal vsem novincem šanso, tako da če bo čas in če bo prava priložnost in seveda, kako bo še odreagiral na treningih, lahko pričakuje debi. Hvala. Naslednje vprašanje. Dober dan, gospod selektor. Lahko kaj več o teh novih principih oziroma vsaj nekaj, vsaj malo, kakšni so? Ja, kakor sem že takrat rekel, smo igrali s 3 v zadnji liniji, normalno si želim tudi z 4. To ni neka neznanka te generacije, so igrali, ko sem bil še jaz zraven, smo igrali ta sistem. Je res, da normalno gledamo, kako tudi nasprotna ekipa stoji, kje imamo šanse, da jih prebijemo, da imamo več možnosti, ali to na boku ali po sredini. In tukaj normalno jaz ne odstopam, želim si to, normalno zahtevam pod igralcem, da to tudi delajo. Naslednje vprašanje. Če je to, kar se... Leon? Živa. Sam zanima me, drugač, brez težav potekajo priprave, kar se zdravja tiče pa tega. Ja, zdravje, imamo problem z Stojanovičem, ima nekaj problemov, tako da on ne bo za jutri in za tekmo z Hrvaško ne bo konkuriral, tako da mora sanirati to poškodbo in upam, da je čim prej. Ostali igralci so pa zdravi.